roke pa. Zastavljamo, če lahko roke. Še na začetku. Najprej roke pa pa. Čakaj, ni še koga. Bom povedal. Torej, spoštovana, kako rečemo, četrta veja oblasti, besedna sila. Lepo pozdravljeni, danes je torej pomemben dan z novim ministrom za šolstvo in šport Republike Slovenije, dr. Igorjem Lukšičem, sva ravno kar opravila eno dolžnost, ki nas čaka, in to je primopredaja poslov na področju, ki ga vodim, to je zlasti šolstvo, šport in tudi mladina. Več ali manj sem gospoda ministra poskušal seznaniti z stanjem, kakšno je. Pripravili smo zelo natančno po raznih fasciklih poročila po posameznih področjih. In to približno tako, kot smo si pred 4 leti zaželeli mi, takrat vendar tega nismo dobili. Prihod tokrat je bil veliko bolj prijazen in, kako ne rečem, konstruktiven. Ministru smo obljubili pomoč tudi v prihodnje in mu seveda želeli veliko uspeha. Jaz sem mu sam izrekel, da želim, da je še boljši minister, kot sem bil sam na tem mestu. To pomeni, da bo tudi za slovensko šolo dobro. Jaz tudi ne dvomim v to, da bi se kondicija slovenske šole v naslednjem obdobju poslabšala. Ustvarili smo vendarle nekatere pogoje, ne samo v času mojega mandata, ampak tudi v preteklosti, ki zagotavlja, da bo slovenska šola še naprej tako dobra, kot je, in da bo imela še tako visoko stopnjo zaupanja slovenske javnosti, kot bo imela doslej. Ne dvomim, da bo ekipi, ki jo bo pripeljal dr. Lukšič, novi minister, to tudi uspelo. Hvala. Naj povem, da je ta primopredaja na nek način potekala že dlje časa. S kolegom Zverom sva bila v stikih kar zadnje dni. Jaz mislim, da je delo, ki je bilo v zadnjih 4 letih opravljeno, prineslo predvsem dvig kvalitete tudi na področju šolstva in da predstavlja dobro osnovo za delo naprej. Vesel sem, da je vzdušje, v katerem smo prenašali oblastila, da je bilo zelo dobro, da se bo nadaljevalo, da imamo zavezo in obljubo prejšnje ekipe, da bo sodelovala še naprej v tistih delih, ko bomo mi ocenili, da potrebujemo njihovo pomoč. Tako da sem zelo zadovoljen, da zadeva poteka na tak način, ki je po mojem mnenju dober obet za to, da bomo vsi, tako kot prejšnje ekipe, delali za dobrobit slovenskega šolstva. Dobro, če dovoliš, minister, na koncu bi še nekaj predal. Ko sem razmišljal, kaj mu naj povem za na konec, kakšno popotnico mu naj dam, sem se spomnil včerajšnjega dogodka, ko sem bral zgodovino znanosti. In na levi roki imel ključ, na desni strani pa knjigo. No in bral sem ravno Kopernikov kopernijanski preobrat paradigme in ko je recimo zavladala neka nova velika resnica v koncu srednjega veka in prevlada heliocentričnega nad geocentričnim razumevanjem sveta. Jaz sem prepričan, da kakšnega povratka na geocentričnega zagotovo ne bo. Tudi v času tvojega mandata. Je
Je pa bila ena misel, ki mi je bila zelo všeč pri Isaacu Newtonu, ko je dejal. Videl sem daleč, ravno zaradi tega, ki sem stal na rameni svojih predhodnikov. Pa ne vem, zakaj se da to omeni. Dovoli, da ti še simbolno še narediva ta prehod. To je ključ od naše hiše. To je ključ od slovenske šole, ki odpira vsa vrata, pa tudi srca sodelavcev. Na njih se boš lahko naslonil, so dobri in kvalitetni. In jaz upam, da ga boš s pridom uporabil. Hvala za to. Hvala seveda ministru in tistim sodelavcem ministrstva, ki so se odločili, da odhajajo. Jaz mislim še enkrat, da so opravili veliko delo, namreč delo za državo, za slovensko šolstvo, tako da je vsi šolniki nikoli ni poplačano, tako da ga je treba zmeraj posebej častiti. Hvala.